dober večer, dobrodošli v galeriji Družina, lepo, da ste prišli na ta deževen večer, mislim, da vam ne bo žal. Začeli smo z glasbo, hvala kvartetu Frau Traverso, ki so nam zaigrale dva stavka iz skladbe Friderika Kula. Nocoj smo se zbrali ob slikah slikarja Janeza Kovačiča in sicer se predstavlja s ciklusom Jordanija. Midva s gospodom Kovačičem sva se danes dogovorila, da bi naj bil to en lep, prijateljski, sproščen večer, brez likovnih kritikov, strogih besed, tako da bova midva probala sama predstaviti to razstavo. Naj pa samo dovolite, da preberem odlomek iz njegove monografije, ki jo lahko tudi kupite danes tukaj, če je še kdo nima. Med drugim je zapisano: je vsestranski, popularen in zelo cenjen slikar. Ljubi slovensko krajino, domačnost, žanrske prizore, motive iz narave, kot so na primer žareči ruj ali barviti gost, pa figuraliko, akt in še kaj. No, gospod Kovačič, tega danes nocoj ne bomo videli, kar sem naštela, ampak vas je pot odpeljala v Jordanijo. Kdaj je bilo to in kako so nastajale te slike, ki si jih lahko nocoj tukaj pogledamo? Najprej lep dober večer. Najprej moram trema malo to sklad. Vesel sem tako številne obiska, da so pa te slike nastale pa vzrok to. Pred 3 leti smo šli v Jordanijo, nas je peljal generalni konzul v Sloveniji, gospod Samir Amari. Lahko bi bil največji analfabet, ki je možen v likovnem smislu, pa ki bi prestopil jordansko mejo, se mu oči odprejo in človek rada lačen vsega izražanja, potem dojemanja. Toliko se tam dogaja na vsakem koraku. Mene predvsem zato, ker jaz sem bil v preteklosti zelo zelen, obarva hladen. Leta 1972 so s prijateljem Tomnom, ki je tudi prisotna, razstavljala v Logatcu, prvo razstavljeno. On je bil izrazito ognjen, rdeč, jaz pa zelen kukar Kawasaki motor. Torej, nemogoče. In ta inkubacijska doba, pri meni, da sem se razvil tudi v toplo barvo, je bila res dolga, ampak to barvo je zdaj dojemala res z vso močjo, bodi si na Krasu ali kje druge. Ampak v tej meri, kukar je pa v Jordaniji, te barve, to je pa nekaj nepopisnega. Torej, dežela kot taka je podobna temu svetu. Hiša, arhitektura, zgodovina, to vemo, je povsod podobna, pa se prilagaja razmeram, ampak narava, tista elementarna, ki pa doživite v Jordaniji, je pa izjemna. Recimo, že sama pot do Petre, to je tale veličasten spomenik, ki je tudi pod UNESCO zaščito, koridor do tja pride, ali ste zaosli, ali ste peš, da vsaj kam ne preštev. Kar naenkrat se zgosti na 3 metre, pa 80 metrov visoko, potem vsako sekundo je druga scena, kot bi bilo to neka taka prelitev za pravlični, utopičen svet. Torej, toliko barve. Potem pri vseh teh kontrastih ni niti ene skale ostre, tek se gre do Petre. Jasno, to pa je poseg v vodaravo, te so pa klesali in od tudi naprej je še polno vsega. Mene je nagovarjala cela pot, torej ne možno se izraziti, koliko sem bil na te presenečen. Jasno, mi smo deležni pri jasnega vremena. Jaz sem se pa zlagal, pa sem dodal naše oblake, malo slovenskega. Pred vrvočem, pred vsej suši, tudi on mi je malo držal, pa glažal premalo krat. Med vsemi slikami se bomo pa več se pogovorili o tem, mogoče o slike. Imam pa tle zadnji akvarelček, poleg Vojkota Gašpruta na steni. To je pa posebna slika. To je pa intarzija slovensko-jordanskega kamna. Tale kamen, ta prvi, sem naslikal na kaninu, ostale pa iz puščave Vajderu. To nekako poziva ljudi, Nemo se radi, podarimo te meje, sezimo se roko, spoštujmo deželo tako ali drugačno in če imamo odprte oči, odprto srce, kukaj ima to tudi naš prijatelj, potem ni nobenih ovir, da se lahko fino deli.
prvem delu. Da so nekaj strašnega zgodili, samo se ne bo. Treba par let nazaj, nekaj 8 let nazaj, drugač pa slikam vse tisto, kar me veseli me vse. Torej od portreta pokrajinoma Sjanaje, ker me vedno počaka in da nič prosto depozira. Dočini ljudi, ko moram čas se prijeti, ali pa biti jaz tešen, ali pa ljudi nimajo časa in to. Tako da, v tem uživam, če pa kdo uživa v mojih slikah, smo toliko bolj vesel, jasno. Tako da, mes tudi malo poučujem sem in tja, tle imam enega zelo zglednega prijatelja in mojega učenca, ki ga strašno spoštujem in ga imam za vzorc, koliko lahko človek energije. On nima, kaj se nekaj strašno teže, 80-90 kil, energije ima pa za 6 ljudi. Ne se mi ne vdal aplauz. Kako ste pa potovali po Pešči, če še nam to poveste? Ja, potovali smo... Zanimive taksije. Ja, potovali smo predvsej z avtobusom, malo peš, tako da vroče zelo, za žejo smo poskrbeli, smo imeli vsega dovolj. Od vsega, kar je bilo dol, je pa najlepši so dol ljudje. Ljudje te spremljajo tako odprto, da to ni zaveje. Bili smo v rodni vasi pri gospodu Samirju in ta za sprejema, mislim, da ga človek ne doživi. Jaz sem da prispodobno, Tita ni več, ampak recimo, Tito bil v Mehiki tako sprejet. Tukaj mi prijemamo. Ja. Tako da, ogromno smo videli. Skratka, mene pa od vsega pa vključil najbolj prevzela pa puščava, Paderum. Tam se pa za vsak meter se spreminja, ali veter potegne, pa se malo pesek dvigne, ali je skala zasuta, ali ni, mislim, vroče je, ampak da se zdržati, če ima človek radovednost drži po koncu vsakega. Kdaj vam je bila pa Petra bolj všeč, do dnevi ali po noči, prav zaradi te svetlobe? Petra je lepa vedno, bodi si, če bila živa, pa ženska ali pa taka mita. Petre so vse lepe. Tako slepe. Prav. Bomo nadaljevali z glasbo, ne? Slike bomo pa gledali potem naprej. Ja, prosim.